Več kot 400 gospodarstvenikov iz vse Slovenije, najvišji predstavniki države ter tujih gospodarskih zbornic in poslovnih klubov se je udeležilo druge nacionalne konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki je potekala 10. aprila 2019 na Brdu pri Kranju. Uvodoma je udeležence pozdravil predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je poudaril velik pomen internacionalizacije za slovensko gospodarstvo. To je edina rešitev za slovensko gospodarstvo na dolgi rok, ker Slovenija kot majhno tržišče sama težko preživi in gospodarstvo Slovenije se mora vedno ozirati po tujih trgih. Tukaj mislim tudi ne samo na trge znotraj Evropske unije, ampak zlasti tudi na trge tako imenovanih tretjih držav, se pravi držav zunaj Evropske unije. In na tem področju nas čaka še precej dela. Na konferenci, ki so jo pripravili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Javna agencija Spirit Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, so razpravljali o konkurenčnih prednostih slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu ter prednostnih nalogah države in njeni podpori podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Izpostavili so skupni cilj države in gospodarstva do leta 2025 doseči 50 milijard evrov izvoza in 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Pomembno je, da so tiste, ki potrjujejo napredek, številke na prvem mestu. Če vzamemo, da smo v lanskem letu izvozili 35 milijard približno blaga in storitev, smo letos na čez 38, skoraj na 39 milijardah. In pokazalo se je, da je ena taka konferenca nujno potrebna. Mi bomo poskušali posneti čim več idej in kritičnih ocen tega, kar počnemo. Želimo skratka napredovati in nadgraditi to podporno okolje za naše gospodarstvo v celoti in pa tudi želimo delati na tem, da bi čim večjim podjetjem omogočili in jim pomagali, da se začne ukvarjati z poslovanjem na mednarodnem trgu. Gospodarska diplomacija živi, mi jo bomo na ministrstvu v prihodnjih mesecih in letih nadgrajevali, tako da bomo maksimalno pomagali našim podjetnikom, da bodo lahko prodelali na tuje trge, pa tudi, da bomo tukaj lahko odpirali nova delovna mesta s kvalitetnimi tujimi investitorji. V drugem delu konference so v tematskih panelih govorili o izzivih Slovenije v globalnem ekonomskem prostoru ter o moči in pomenu blagovnih znamk za podjetja, gospodarstvo in državo, podrobneje predstavili ukrepe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za razvoj inovacij in spodbujanje internacionalizacije ter mednarodno razvojno sodelovanje in vlogo bank in finančnih organizacij pri pospeševanju slovenskega izvoza. Ena cela skupina teh vavčerjev je namenjena tudi internacionalizaciji. Želeli bi predvsem spodbuditi aktivnosti na tujih trgih med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, tako da podjetja, če se udeležujejo gospodarskih delegacij, če sodelujejo na kakšnih mednarodnih forumih, če sodelujejo na sejmih v tujini, lahko za to najamejo vavčer in dobijo delno sofinancirano te storitve. Sofinanciranje je do 60% oziroma nekje maksimalno do 10 tisoč evrov. Tako organizatorji konference kot udeleženci so poudarili velik pomen tovrstnih dogodkov, na katerih se srečujejo predstavniki gospodarstva in inštitucij podpornega okolja, ki podjetjem na različne načine pomagajo pri prodoru na tuje trge. Ker na enem mestu lahko dobijo dostop in do vseh organov, recimo MZZ-ja, MGRT-ja, do Spirita, do informacij o razpisih, o denarju, ki je na voljo, poslovnih klubov, do informacij o konkretnih poslovnih priložnostih. Tudi ekonomski svetovalci so tukaj, tudi njih se da za rokav pocukati. V podjetju Domel smo veliki izvoznik in zato za nas taki dogodki, kjer imamo možnost spoznati še kakšne dodatne možnosti, ki jih država pripravlja za odpiranje novih trgov, za nastop na trgih, kjer še nismo prisotni, to za nas velikega pomena. Vsekakor izjemno podpiram to inicijativo in kongres in debate o internacionalizaciji, še posebej v luči prihajajočega ohlajanja gospodarstva. Namreč mogoče se premalokrat zavedamo, da samo
100 slovenskih izvoznikov ustvarja 70% celotnega slovenskega izvoza. In nujno potrebno je, da izvoz postane bistveno bolj uporabljena beseda, ne samo v medijih, ampak tudi v praksi s podjetji. Po izjemnem uspešnem letu, kjer smo povečali izvoz za preko 3 milijarde evrov, je prav, da na takšni nacionalni konferenci predebatiramo že tiste ključne pomembne teme, ki nas vodijo v to smer, da bomo tudi povečali število vseh izvoznikov ter seveda dvignili obseg izvoza pri manjših in srednjih podjetij. In današnja številčna udeležba potrjuje našo pravilno odločitev. Se vidimo drugo leto na tretji konferenci? Absolutno se vidimo.